Torej, vsi prisotni, lepo dobrodošli na Agenciji Republike Slovenije za okolje na predstavitvi podnebnih in hidroloških značilnostih leta 2025. Posebej lepo med nami pozdravljamo gospoda Uroša Vajgla, državnega sekretarja, pristojnega za okolje in podnebje, pa predstavnike strokovnih institucij, predstavnike medijev, druge goste, ne nazadnje tudi kolege z Arso. Leto 2025 je bilo v Sloveniji četrto najtoplejše v zadnjih 75 letih, na evropski oziroma globalni ravni pa se je uvrstilo med najtoplejše 3. Zabeležili smo nekaj rekordnih meritev, izstopajočih podatkov in zanimivosti. Vse najpomembnejše vam bodo danes predstavili sodelavci: klimatolog Gregor Vrtačnik, klimatologinja Katja Kozjek-Vihelec ter hidrologinja Maja Koprivšek. Najprej pa za uvodni nagovor oziroma predstavitev politike prilagajanja podnebnim spremembam prosimo državnega sekretarja Uroša Vajgla. Torej, spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, spoštovane kolegice in kolegi, to letno srečanje na Arso, zdaj že 3. leto zapored, je eden tistih trenutkov, ko o podnebnih spremembah govorimo brez interpretacij in političnih poenostavitev, na podlagi meritev, analiz in dolgoročnih trendov, ki jih v Sloveniji sistematično spremlja Arso. In čeprav je danes v ospredju Slovenija, ne moremo v celoti prezreti globalnega konteksta. Na zadnji podnebni konferenci novembra v Braziliji je bilo potrjeno, da zaupanje v globalni podnebni okvir ostaja, vendar pa napredek pri naslavljanju podnebnih tveganj ni zadosten. Tudi ob novih nacionalno določenih prispevkih, najavljenih pred to konferenco, smo na boljši poti, vendar še vedno ne dosegamo ciljev Pariškega sporazuma obvladovanja teh tveganj. Je pa bil dosežen napredek, in to pomembnejši napredek, na področju prilagajanja podnebnim spremembam, kar odraža dejstvo, da se države vse bolj soočajo s podnebnimi spremembami tukaj in zdaj. V takšnem okviru je treba poskušati razumeti tudi odločitev Združenih držav Amerike o umiku iz okvirja Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Umik največjega svetovnega gospodarstva zmanjšuje univerzalnost procesa, ne pa njegove legitimnosti. Multilateralni podnebni okvir temelji na skupnem razumevanju, da so podnebne spremembe globalen izziv in da zahtevajo strokovne, znanstvene in utemeljene odzive. Prav zato se odgovornost držav, ki v tem okviru vztrajamo, še povečuje. In za Slovenijo to ni vprašanje simbolike, ampak povsem racionalna odločitev. Le z jasnimi rezultati doma ohranjamo tudi vpliv v mednarodnih razpravah, dostop do finančnih mehanizmov in verodostojnost, da lahko od drugih držav zahtevamo več. Zato danes ne govorimo več o tem, ali se podnebne politike gremo ali ne, ali se je potrebno prilagajati ali ne, temveč kako hitro in kako sistematično to storiti. V Sloveniji smo vzpostavili jasen okvir prilagajanja, ki temelji na lani sprejetem podnebnem zakonu in krovni strategiji prilagajanja na podnebne spremembe. Zakon opredeljuje prednostne sektorje, ki jih mora strategija upoštevati. Od voda in narave do kmetijstva, infrastrukture, energetike, zdravja, gospodarstva in poselitve. Ključno strokovno podlago predstavljajo sektorske ocene podnebne ranljivosti in tveganj. Od 10 predvidenih jih je 7 že zaključenih, kar omogoča, da se prilagajanje vse bolj opira na podatke in analize, ne zgolj na domneve. Strateške usmeritve bomo prenesli v prakso z regionalnimi akcijskimi načrti prilagajanja, ki nastajajo v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi in lokalnimi energetskimi agencijami. To je pomembno, ker pomembni vplivi in potrebni ukrepi po Sloveniji niso enaki. Osrednji izvedbeni okvir v naslednjih letih predstavlja projekt Life for Adapt. Strateški integrirani projekt programa LIFE za obdobje 2025-2032, vreden nekaj čez 26 milijonov evrov, z več kot polovičnim sofinanciranjem Evropske unije. Ta projekt že aktivno deluje in je usmerjen v pospešitev prilagajanja v praksi, od boljših podnebnih podatkov in storitev do konkretnih ukrepov na terenu, spremljanja učinka in razvoja novih finančnih mehanizmov. Prilagajanje pa podpiramo tudi z drugimi instrumenti.
ciljnimi raziskovalnimi programi, delovanjem podnebne pisarne za občine in regije v pomoč pri pripravi njihovih ukrepov ter sredstvi podnebnega sklada, ki bo v obdobju 2025-2028 namenil skoraj 50 milijonov evrov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ohranjanje narave in krepitev odpornosti lokalnih skupnosti. Preden pa podam besedo strokovnjakom za današnjo predstavitev, pa bi rad še enkrat poudaril. Podnebne spremembe niso več vprašanje prihodnosti, ampak realnost sedanjosti. Podatki, ki jih danes predstavlja ARSO, so temelj, na katerem moramo graditi naše odločitve. Strokovno, odgovorno in dolgoročno. Hvala. Hvala gospodu Vajglu. Zdaj pa besedo kar predajamo kolegom iz Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, da nam torej predstavijo podnebne in hidrološke zanimivosti leta 2025. Še to, poslušalci, ki ste se z nami povezali preko spleta, lahko morebitna vprašanja zastavite govorcem kar v klepetu. Zdaj pa Gregor Vrtačnik, Katja Kozjek-Mihelec in Maja Koprivšek. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Gregor Vrtačnik, sem zaposlen na oddelku za podnebne analize in storitve, kjer se kar izčrpno ukvarjamo z analiziranjem preteklih, sedanjih in pa bodočih podnebnih razmer. In danes vam bom predstavil, kakšne so bile podnebne razmere leta 2025 po svetu, pa za konec tudi, kako je bilo posebej po Evropi. Lansko leto so bila pričakovanja glede globalne temperature nekoliko nižja kot za leto 2024, ki je bilo rekordno toplo. Raziskovalci z Univerze v Berkeleyju v Kaliforniji so pričakovali, da bo letošnje leto verjetno med najtoplejšimi 3 in da je majhna verjetnost za recimo 4. do 6. mesto. No in leto 2025 je potem upravičilo ta pričakovanja. Glede na niz podatkov, ki je nekoliko različen po ustanovah, ki računajo te podatke, je bilo lansko leto 2. ali 3. najtoplejše globalno, vsaj od leta 1850, ko imamo na voljo dovolj podatkov, da jih lahko primerjamo s sedanjimi. Povprečna globalna temperatura pri teh je bila približno 15 stopinj Celzija, kar je dobro desetinko stopinje Celzija manj od rekorda leta 2024 in pa približno 0,6 stopinje več od referenčnega obdobja, ki ga večinoma uporabljamo v zadnjih letih, to je od 1991 do 2020. Če pa primerjamo z predindustrijskim obdobjem, ki je pomemben zlasti iz stališča svetovnih dogovorov o omejevanju podnebnih sprememb, pa je bilo lansko leto skoraj 1,5 stopinje nad tem nivojem, se pravi nad drugo polovico 19. stoletja. In zadnjih 11 let je bilo tudi najtoplejših 11 let od 1850. Zdaj, različne ustanove so prišle do malenkost različnih številk glede odstopanja lanskega leta od druge polovice 19. stoletja. Skupno vsem pa je, da je bilo lansko leto med 1,4 in 1,5 stopinje nad povprečjem druge polovice 19. stoletja. In če si pogledamo razvoj povprečne temperature za zadnjih 30 let, vidimo, zadnja 3 leta so zelo izstopajoča, potem imamo skupino 8 let, ki so tudi precej topla, in teh zadnjih 11 let je tudi 11 najtoplejših let v zadnjih 170 letih. Vidimo tudi, da globalna temperatura verjetno narašča v zadnjih letih nekoliko hitreje, kot je v preteklih desetletjih. Zdaj, če se bo ta trend obdržal, bodo pa pokazala naslednja leta. No, kar je zanimivo, lansko leto, označeno z modro piko, je bilo leto, ki je bilo deloma v znamenju La Niñe, ko so razmere običajno nekoliko hladnejše kot sicer, in to lansko leto s temi razmerami je bilo daleč najtoplejše leto doslej za La Niño. Tako da, ko bomo imeli naslednjič spet rdečo piko, se pravi leto El Niña, to bo predvidoma naslednje leto, ne letos, bomo nemara spet dosegli nov rekord v globalni temperaturi. Po letu 1975 nekako je to naraščanje temperature stalno in izrazito, približno 2 do 3 desetinke stopinje Celzija na desetletje, kar nas je pripeljalo praktično že na samo mejo
Pariškega sporazuma, ki je pri 1,5 stopinje Celzija. To je ta optimističen cilj tega sporazuma in to bomo zdaj v naslednjih letih presegli. Leta 2050 pa se utegne že zgoditi, da bomo presegli tudi mejo 2 stopinj Celzija, če se seveda bo nadaljeval trend segrevanja. In če tudi nam uspe kot človeštvu zelo zmanjšati izpust toplogrednih plinov oziroma jih spraviti na nič, bo povišana temperatura zemeljskega površja vztrajala še zelo dolgo, vsaj nekaj tisočletij. Vendar pa je od sedanjega časa oziroma od naslednjih desetletij zelo odvisno, na kako visokem nivoju bomo ostali. Če se vrnemo k lanskemu letu, lani so bili vsi meseci leta drugi ali tretji najtoplejši v merilnem nizu, januar je bil pa celo rekordno topel. No, in to vidimo na tej grafični predstavitvi. Nekako sredi leta 2023 se je začel niz izjemno toplih mesecev, ki je bil potem trajal skozi leto 2024 in se zaključil šele z februarjem ali marcem lani. In to je bilo večinoma posledica poleg globalnega segrevanja El Niña, ki je bil v tem času. Tako da lani smo imeli najbolj izstopajoče razmere v začetku leta, tudi še spomladi, potem poleti in jeseni, ki sta bila tretja najtoplejša, se pa odkloni nekoliko zmanjšali. Kot veste, se kopno segreva v zadnjih desetletjih precej hitreje kot morje. Tukaj vidimo to razliko. Segrevanje kopnega je približno še enkrat hitrejše in od konca 19. stoletja se je kopno v povprečju segrelo že za okrog 2 stopinje Celzija, medtem ko se morje za približno 1 stopinjo Celzija. Po svetu leto 2025 je bilo sicer nekoliko različno, vendar pa vidimo že na tej spodnji sliki, da je prevladovala rdeča barva, se pravi, da so bile nadpovprečno tople razmere skoraj povsod po svetu. Kar 91% površja je bilo nad povprečjem obdobja 1991 do 2020, ki je zadnje referenčno obdobje. Približno 9% prebivalstva je izkusilo tudi rekordno vroče leto, zlasti to velja za vzhodni del Kitajske, pa nekatera območja v srednji in zahodni Aziji, tudi recimo v Veliki Britaniji je bilo večinoma najtoplejše leto doslej. Potem so bila še nekaj območij je bilo po oceanih najtoplejših, nikjer pa nismo zabeležili rekordno hladnih razmer v celotnem merilnem nizu. Kot sem menil prej, del leta je bila v Tihem oceanu La Niña, sicer pa prevladovala nevtralna faza ENSO, to je glavno nihanje v podnebnem sistemu, ki se odvija na območju srednjega in vzhodnega Pacifika. Tako da so bile temperature ravno zaradi te nevtralne faze ENSO v ekvatorialnem pasu dokaj blizu dolgoletnemu povprečju, zlasti na severni polobli pa je bilo marsikje pa res izjemno toplo, tudi za 2 in 3 stopinje več, kot je v zadnjem referenčnem obdobju. Rekordno toplo leto je bilo na območju Antarktike, ki je bil odklon dobro stopinjo glede na referenčno obdobje, drugo najtoplejše leto pa na Arktiki z odklonom približno 1,4 stopinje Celzija. Kar je posebnost lanskega leta med temi glavnimi kazalniki podnebnimi, ki jih redno spremljamo, je pa izjemno skladiščenje toplote v oceanih. Namreč večina, več kot 90% toplote, ki je posledica presežka toplogrednih plinov v ozračje, se uskladišči v oceani, ki se sčasoma segrevajo, kar vidimo tudi na tem grafu. Približno linearno segrevanje v zadnjih 20-30 letih. In lani je bilo leto za največjo dodano količino toplote v oceanih, zlasti do globine 2000 metrov. V celem letu se je skladiščilo za približno 23 zetajulov energije, to so ogromne številke, to je 23, ki sledi 21 ničel in predstavlja ta energija približno 34-kratnik celotne letne porabe oziroma izpustov toplote, ki jo proizvede človeštvo. In kar 16% območij oceanov je imelo rekordno količino skladiščene toplote. Ta toplota je pomembna zaradi tega, ker tudi ko se bo globalno segrevanje v ozračju prenehalo, bo ta toplota v oceanih še dolgo časa vzdrževala povišano temperaturo na površju
Zemlje. Če se omejimo sedaj nekoliko na Evropo, v Evropi je bilo leto 2025 drugo ali tretje najtoplejše v merilnem obdobju, dobro stopinjo Celzija nad zadnjim referenčnim obdobjem, pa že kar 2,6 stopinje Celzija nad predindustrijsko dobo. In Evropa kot celina se še vedno ogreva najhitreje od vseh celin, in verjetno nas kmalu čaka že prvo leto, ko bo več kot 3 stopinje nad predindustrijsko dobo. Slovenija je pa še nekoliko toplejša v tem smislu od Evrope kot celote. Tukaj vidimo, da na spodnjem grafu, da temperatura kar lepo vztrajno narašča v zadnjih desetletjih. Seveda, kakšno leto vmes je nekoliko manj izstopajoče, beležimo pa kar vsakih nekaj let nov temperaturni rekord. No, lani leto sicer ni bilo rekordno toplo, bil je pa marec rekordno topel. Več kot 2 stopinje nad povprečjem 30-letnega obdobja, ker je zelo velik odklon. Celo leto je bilo pa najbolj izstopajoče toplo v severovzhodnem delu Evrope, se pravi v skandinavskih državah, v Rusiji, pa tudi ponekod v Alpah in nekaterih območjih na južnem delu Evrope. Razen na manjših območjih, recimo Patske nižine, severne strani Alp, Karpatov, je bilo povsod znatno topleje od preteklih oziroma 30 let oziroma od obdobja 1991 do 2020. No in približno takšne razmere, kot so bile lani, lahko pričakujemo tudi letos. Ko to z moje strani vse, moja kolegica vam bo pa predstavila še podrobne podatke za Slovenijo. Lepo pozdravljeni z moje strani. Leta 2025 je bilo v Sloveniji med najtoplejšimi leti v zadnjih desetletjih. Po padavinah in sončnem vremenu pa ni posebej izstopalo. Nekako najbolj si ga bomo zapomnili verjetno po tej nenavadno izraziti junijski vročini in suši, ponekod pa tudi po poletnih in pa jesenskih neurjih. Nismo imeli kakšnega izrazitega mraza ali pa obilnega sneženja po nižinah v preteklem letu. Začnimo najprej z nekaj temperaturnimi statistikami. Odklon od povprečja dolgoletnega obdobja, ki je trenutno 1991-2020, je znašal 1,1 stopinja Celzija. In s tem se je preteklo leto vrstilo na 4. mesto najtoplejših let od leta 1950. Po vsej državi, kot lahko vidimo zgoraj na zemljevidu, je bilo nadpovprečno toplo, nekoliko manj na skrajnem severovzhodu. Če pogledamo preteklo leto malo v širšem kontekstu, na sliki spodaj, lahko vidimo, da je bilo že 15. zaporedno nadpovprečno toplo leto. Kot rečeno, je bilo v tem obdobju to 4. najtoplejše leto in zanimivo, v bistvu vsa 4 najtoplejša leta so bila pretekla 4 leta. Sicer imamo v Sloveniji od 70 let prejšnjega stoletja linearen trend naraščanja temperature in v zadnjih 40 letih se temperatura zvišuje s hitrostjo okoli 0,6 stopinje na desetletje. Vsi letni časi so bili nadpovprečno topli, največji odklon je imelo poletje, tudi večina mesecev je bila toplejši kot povprečja, izjema so bili maj, oktober in pa november. Največji odklon pa sta imela junij in pa tudi januar. In ustavimo se sedaj malo pri juniju, ki sem ga že nekoliko omenila v začetku. Junij je z odklonom povprečja 3,6 stopinje bil kar najtoplejši julij od leta 1950, odkar imamo na voljo kontrolirane meritve. Izjemno visoke vrednosti ob koncu meseca so najbolj pripomogle k tej visoki temperaturi v juniju, namreč izmerili smo tudi nov junijski temperaturni rekord, to je bilo 26. junija v Dobličah pri Črnomlju, smo namerili kar 38,4 stopinje, tudi povprečne temperature so bile v tistem času precej visoke, imeli smo kar dolg vročinski val, ki se je potem nadaljeval še malo v začetek julija. K tej izraziti vročini je takrat zelo pripomogla tudi izredno suha tla, ki so še pospešila ogrevanje. Potem se je v juliju vročina nekoliko umirila in čeprav je bil julij nekoliko nadpovprečen, je bil junij še vseeno toplejši od njega in je bil junij najtoplejši mesec v zadnjem letu. To se zgodi zelo redko, ponavadi se nekako junij uvrsti na 3. mesto za julijem in običajno tudi za avgustom. Potem pa zanimivo, sploh v luči letošnjega bolj zimskega začetka leta, je bil pretekli oziroma lanski januar, ki je bil tudi izrazito topel. Z odklonom 2,8 stopinje je bil to najtoplejši, v bistvu 5. najtoplejši januar od leta 1950.
To je bilo predvsem na račun dveh zelo toplih obdobij v začetku in pa potem ob koncu januarja, ko smo marsikje po nižinah namerili temperature več kot 15 stopinj Celzija. Najtoplejši dan je bil 28. januar, ko smo na letališču Cerklje ob Krki izmerili 19,1 stopinja in to je v bistvu ena izmed najvišjih januarskih vrednosti v Sloveniji od leta 1950. Če nadaljujemo s padavinami. Letna višina padavin je bila na ravni države precej povprečna. Imeli smo 2% manj padavin, kot jih imamo običajno. Če pogledamo zgornji zemljevid, pa vidimo, da prostorsko pa je bila slika malce bolj razgibana. Nekoliko nadpovprečno namočena je bila večina zahodne Slovenije, predvsem območje od zahodnega Krasa proti Tolminu. Srednja in jugovzhodna Slovenija sta prejela precej običajno količino padavin, nekoliko manj padavin od povprečja pa je bilo ponekod na severu in na severovzhodu države. Leto 2025 se je vrstilo med 30 najmanj namočenih v obdobju 1950 pa do danes. In lahko vidimo na spodnjem grafu, da v tem obdobju pri padavinah, pri letni višini padavin ne vidimo kakšnega izrazitega trenda, se pa je verjetno povečala njena spremenljivost. In v tem tisočletju imamo kar več let z izrazitim odklonom v eno ali v drugo smer, se pravi izrazito namočenih ali pa izrazito sušnih let. Če pogledamo po letnih časih, je bila pomlad nadpovprečna, zima in poletje podpovprečno, jesen pa normalno namočena. Najbolj po namočenosti je vstopal marec, ki je bil drugi najbolj namočen marec od leta 1950 in je v bistvu imel kar okoli 130% več padavin, kot jih običajno prejmemo v marcu, predvsem južna polovica Slovenije, predvsem na jugu, je bilo nekoli izredno namočeno v tistem času. Najbolj namočena pa sta bila junij in pa tudi december. Junij je prejel le 23% običajne junijske višine padavin in je bil s tem najbolj suh junij od 1950 in takrat v bistvu poleg te izrazite vročine nas je tako v juniju pestila tudi kar večji del Slovenije že kar suša in če je potem sledil še enkrat tako vroč in suh julij, bi lahko nam grozila kar takšna ekstremna suša, ampak sreči so se potem padavinski dogodki nekako zvrstili skozi junij, tako da so se te sušne razmere nekako zaključile. In pa tudi potem zaključek leta, december, je bil 8. najbolj suh december od 1950. Poglejmo še, kako je bilo z neurji. V pretekli pomladi smo nekako jo kar dobro odnesli, bi lahko rekli, je minila pomlad brez kakšnih hujših neurij. Že potem v začetku poletja, 3. junija, pa je na Goričkem klestila debela, ponekod tudi 6-centimetrska toča in seveda povzročila veliko gmotno škodo. To je bila tudi največja zabeležena toča lani pri nas. Potem pa so se neurja z nalivi, ponekod tudi točo in močnimi sunki vetra pojavljala še od konca junija do začetka julija, v zadnji tretjini julija, na začetku avgusta in pa tudi potem od konca avgusta pa do sredine septembra. Izpostavila pa bi še en izreden padavinski dogodek, to pa je bilo deževje v sredini novembra na območju Goriških Brd pa do območja Tolmina. Takrat smo na naši postaji Vedrija, njen graf je prikazan spodaj, v Goriških Brdih v 15 urah namerili skoraj 250 mm dežja. Nekatere amaterske postaje pa so takšno količino dale v zgolj 5 urah. Se pravi, takšna velika količina padavin na tistem območju, takšnem kratkem časovnem obdobju in pa tudi v nenavadnem delu leta, v novembru, to se ponavadi zelo nenavadno zgodi, takrat takšne količine padavin, seveda je to spet povzročilo hudo ujmo, veliko gmotne škode, pa tudi sprožili so se številni zemeljski plazovi takrat. Nadaljujemo s snegom. Snežne razmere so bile v preteklem letu podobne večini preteklih let, skromne. Marsikje v notranjosti po nižinah je bilo zelo malo dni snežna odeja, pa tudi ta je bila tanka. Na primer v Ljubljani smo imeli lani le 2 dneva snežna odeja in višina je bila le 2 centimetra. Zelo malo snega je bilo tako vse do Sredogorja, v Visokogorju pa so bile razmere nekoliko bližje običajnim. Tu je primer za Kredarico, kjer je snežna odeja v začetku leta, sploh januarja in februarja, bila precej podpovprečna, potem pa je od marca do decembra bila nekako v okviru običajnih vrednosti. Kako je bilo s sončnim vremenom? Osončenost je bila v preteklem letu pa v vsej Sloveniji nekoliko nadpovprečna. Na ravni države smo imeli približno 7% več sonca kot običajno. Nekoliko bolj osončen je bil jug Slovenije, nekoliko podpovprečno osončen, ampak samo malo, pa ta območje med Trnovskim gozdom in pa Kranjem. Lansko leto je bilo tudi že 7. zaporedno nadpovprečno osončeno leto. Zima je bila povprečno osončena, vsi ostali letni časi pa smo imeli nadpovprečno število ur sonca.
Poletje je bilo drugo najbolj osončeno od leta 1961, ko imamo na voljo kontrolirane meritve trajanja sončnega obsevanja, in to predvsem na račun junija, ki je imel kar 46% več sonca, kot ga imamo običajno v juniju, in je bil s tem najbolj osončen junij doslej. Hkrati pa tudi mesec z največ sončnega vremena od vseh mesecev od leta 1961. Tako, toliko o vremenskih in podnebnih značilnosti v preteklem letu, kako so se pa te razmere potem odražale na naših vodotokih, pa v nadaljevanju hidrologinja Maja Koprivšek. Hvala. Lep pozdrav še iz moje strani. Jaz vam bom pa predstavila vodnatost rek v preteklem letu. Ta v preteklem letu ni veliko odstopala od primerjalnega obdobja 1991-2020, ki ga bom tudi jaz uporabljala v moji predstavitvi. Skupno je po slovenskih rekah preteklo le dobrih 5% manj vode kot običajno. V primerjavi z recimo preteklimi 3 leti, ko so bila pa ta odstopanja precej večja v pozitivno ali v negativno smer. Če pogledamo tole sliko na levi strani, ki nam prikazuje kazalnik letne vodnatosti rek, tukaj so izbrane vodomerne postaje, na njih pa so prikazana razmerja med srednjim pretokom v lanskem letu in v primerjalnem obdobju. Vidimo, da je ta vodnatost bila največja na jugozahodu države in je potem upadala proti severovzhodu. Dragonja je recimo v lanskem letu se je kar 8-krat razlivala ali poplavljala in zato je dosegla tudi 3. največji letni pretok. Po drugi strani sta pa Mura in Drava dosegla najmanjša srednja letna pretoka, 3. najmanjša srednja letna pretoka od leta 1981 naprej. Mura je pri tem v preteklem letu tudi v vsakem posameznem mesecu dosegla podpovprečni mesečni pretok. Na desni sliki pa vidimo enake podatke na malo drugačen način prikazane v absolutnih vrednostih srednjih letnih pretokov, uvrščenih po barvah v percentilne razrede pretokov. Vidimo, da na zahodu in na jugu države je večinoma bila ta vodnatost nad 50 percentilom, na severovzhodu pa je padla celo pod 5. percentil obdobnih pretokov. Če si sedaj pogledamo še mesečno vodnatost, kako je potekala po mesecih, najbolj vodnate so bile reke marca. Takrat so se sredi meseca razlivale kar v velikem takem obsegu države, se pravi cela ta južna polovica Slovenije je večina rek se razlivala ali poplavljala, ni pa bila ta intenziteta poplav tako velika. Ob koncu meseca je pa Krka še enkrat se razlivala in potem je to rezultiralo v vodnatost približno za 3/4 večjo od običajne v marcu. Zanimivo je pa še, da v tem mesecu, v marcu, so se rekordnim mesečnim vodnatostim pretokom približale reke v poverju Alp, se pravi poverje Soče, Sava Bohinjka, Savinja, kar kaže na to spremenljivost pretočnih režimov, ko dosegajo alpske reke ob koncu zime in začetku pomladi višje pretoke, kot so jih običajno, zato ker pač večja količina padavin pade v obliki dežja. Nadpovprečno vodnat je bil potem poleg marca le še januar, takrat se je 2-krat razlivala Vipava. Na drugi strani sta bila pa najmanj vodnata meseca junij in december, kot smo slišali, sta bila tudi najbolj suha meseca, meteorološko gledano, in od junija dalje v bistvu nismo več presegli povprečne vodnatosti. Od takrat naprej je bila vodnatost ves čas nekoliko podpovprečna, ampak kljub temu ni toliko odstopala od povprečja, tako da dolgotrajnejših sušnih razmer nismo beležili. Vse so bile v okviru zmerne vodnatosti in tudi nikjer v nobenem porečju niso trajale več kot 4 tedne. Zdaj si pa poglejmo še količino podzemnih voda. Povprečne letne višine gladin v medzrnskih vodonosnikih so bile prav tako v okviru nizkih do običajnih, se pravi večina je bila nekje v običajnih vrednostih, to so tele modro obarvani vodonosniki, nižje od običajnih pa so bili na Ptujskem in Čateškem polju,
ter na delih Apaškega, Dravskega in Spodnjesavinjskega polja, višje od običajnih pa na Vrtojbanskem polju. Na desni sliki si pa lahko pogledamo napajanje podzemne vode, ovrednotene z modelom mGrova. Ta za razliko od te leve slike zajema vse vodonosnike, vključuje tudi kraške, ki na levi sliki niso vključeni. Tukaj vidimo, da je bilo tudi to napajanje podzemne vode za približno 10% manjše od povprečja primerjalnega obdobja. Z rdečo barvo so označene tiste regije, kjer je bilo to napajanje manjše, v Julijskih Alpah, na območju Pohorja, na območju Notranjskega krasa in v ravninskih delih vzhodne Slovenije. Več je bilo pa na območju od Banjške planote do Nanosa. Kako se je pa pokazala vodnatost podzemne vode po mesecih? Vidimo, tukajle so meseci v preteklem letu. Skoraj vsi meseci so imeli negativni odklon, se pravi, da so kazali na podpovprečne količine podzemne vode, le april je izstopal z nadpovprečnimi količinami, kar lepo sledi tudi nadpovprečni in tisti maksimalni mesečni vodnatosti v marcu na površinskih vodah. V drugi polovici leta so prevladovale zmerno sušne razmere, ki so najdlje vztrajale v Pomurju in Podravju vse do konca leta in v bistvu vztrajajo tudi še sedaj. Septembra in novembra pa so bile na posameznih merilnih mestih Prekmurskega, Apaškega in Ptujskega polja izmerjene najnižje gladine podzemne vode v zadnjem desetletju. Poglejmo si še potek vodnatosti na kraških vodonosnikih. Letno gledano so bili kraški vodonosniki na jugozahodu države nadpovprečno vodnati, povsod drugod pa nekoliko podpovprečno. Časovno gledano se pa nekoliko razlikuje Dinarski kras, kjer so bile največje vodnatosti marca, oktobra in novembra, najmanjše pa poleti in decembra. Izviri Alpskega krasa pa so bili najbolj vodnati aprila in maja ter septembra, najmanj pa pozimi. Poglejmo si še temperaturo morja v lanskem letu. Srednja letna temperatura na mareografski postaji Koper-Kapitanija je bila točno 18 stopinj Celzija, kar predstavlja izenačeno drugo najvišjo temperaturo srednjoletno do sedaj. In sicer je bila enaka temperatura dosežena tudi leta 2023, lani pa, če se spomnimo, je bila pa najvišja do sedaj in sicer 18,6 stopinje Celzija. Če pogledamo še temperature po mesecih, vidimo, da je v vseh mesecih razen avgusta bila srednja mesečna temperatura morja nadpovprečna. Avgusta je majhno padla pod povprečje, srednja septembrska temperatura pa je bila najvišja do sedaj. Kot zanimivost pa temperatura 30 stopinj Celzija lani ni bila presežena, se je pa približala v juniju in juliju. To bi bilo pa tudi vse iz moje strani. Hvala za pozornost.